Ta boben tukaj se imenuje konga. Konga je sestavljena iz večjega ovalnega lesenega dela, kateri je prav tako pokrit z živalsko kožo. Pravzaprav so konge v paru, in sicer višji in nižji ton, tako kot bongosi, o katerih sem govoril prej. Razlika konge od bongosov je seveda v tem, da je zvok bobna globji in drugačen. Ponavadi konge stojijo na stojalih, zato da jih lahko igramo v stoje. Ker bongose lahko damo tako med noge, konga pa je malo velik za med noge. Zato je pomembno, da stoji na stojalih. Sedaj bom zaigral nek čisto kratek ritem. Rad vam predstavil še mali boben. Mali boben je najpogosteje uporabljeno tolkalo. Uporablja se v vseh orkestrih, v vseh komornih zasedbah, v vseh godbah, kar se tiče tolkal. To je osnoven boben, sicer sestavljen iz lesenega ovala, dveh hopanj, kot vidite. Ima mrežico. Mrežica, to je značilnost malega bobna, nam daje drug zvok. In sicer z izklopljeno mrežico boben zveni. Če mrežico izklopimo, na malem bobnu se da odigrati zelo veliko raznolikih ritmov, kateri so zelo privlačni za ušesa. Na primer, osnovne šestnajstinke so. Te šestnajstinke lahko zelo hitro podvojimo z dvojnimi udarci. Igramo lahko tremolo oziroma tuš. In pa zelo pogosti so tudi poudarki, ki dajo neke izrazite ritme. Lahko igramo tudi brez mrežice ali dvojne udarce ali tremolo. Vendar tremolo ni tako izrazit kot pri zaprti mrežici.